Enako je zavita. Takole je na prvi konstitutivni seji novega kamniškega občinskega sveta dosedanji župan novemu županu predal župansko verigo. Predtem pa je dosedanji župan Smolnikar spregovoril svetnicam in svetnikom nekaj besed. Spoštovani kolega Marjan, najprej iskrene čestitke. Nekaj minut bova kolega. Potem bo jaz bivši, nekateri pravijo, da mene bo še vedno župan. Najprej tebi iskrene čestitke. Predajam ti občino Kamnik. Zagotovo pa nekaj misli kasneje, ampak najprej iskrene čestitke, spoštovane svetnice in svetniki. Dana vam je pomembna naloga. Pomembna naloga, kajti občina Kamnik ni tako nepomembna občina, kajti med velike sodi, po površini in tudi po številu prebivalcev. Dovolite še enkrat res mojo iskreno zahvalo za vnaprej in seveda tudi zahvalo dosedanjim svetnikom, čeprav sem se jim zahvalil že na zadnji seji v mesecu septembru. Dovolite mi, da tudi v tem trenutku rečem, da vas čakajo pomembne in zahtevne naloge, ki jih boste zagotovo skupaj, družno, skupnimi močmi in idejami, kajti tudi ideje so pomembne, združevali v neko ciljno točko skupaj z novoizvoljenim županom. Naj se v tem trenutku zahvalim tudi mojim sodelavkam in sodelavcem. Nekateri so me spremljali skoraj 16 let, nekateri tisti tudi odhajajo, kajti prišlo že v tista leta, ki seveda, ko jim pripada kakšna drugačna služba. Dovolite mi, da se v tem trenutku zahvalim tudi vsem medijem, vsem novinarjem, posebej pa še tistim, ki so me in so nas, svetnike, občinsko upravo in tudi mene spremljali v teh letih, res nekateri tudi 16 let. Dovolite mi, da potegnem neko črto z letom 94. Mislim, da je bilo to 6. decembra, mislim, če imam pravi spomin, na Miklavžev dan. Sonce je sijalo. Edina sprememba z današnjim dnem, ko je prav tako v to sejno dvorano in na našega župana na vas posijalo sonce, ki se prav spominam, je bil takrat sneg. Lep zimski dan, ampak vendarle. Sonce je tisto, ki nam daje življenje in ki nam daje moč in ki nam daje tudi upanje, da bomo v prihodnje postorili kaj dobrega ali veliko dobrega za naše Kamničane. Spoštovani kolega Marjan, vesel sem, da si v tej sredini, vesel sem, da imaš obilo ambicij, obilo idej in seveda, da boš, prepričan sem, znal združiti vse te silnice. Zares pa ti polagam na srce, da naloga ni enostavna. Sam sem si pravzaprav tudi takrat, ko sem bil izvoljen, težko predstavljal, kakšni izzivi so pred menoj. Pa vendarle, takrat sem se odločil za neprofesionalno županovanje, ampak sem videl, da v naslednji mandat ne morem več z dvema službama. Ti si se pravilno odločil, ker ti vendar se zavedaš, da je ta občina Kamnik zahtevna. Da so zahtevni ljudje in da so zahtevne tudi misli, ki te bodo spremljali pri uresničevanju tvojih idej. Prepričan sem, in to kar dobro veš, da Kamnik, da je velika občina, kot sem dejal, pa da vendarle smo postorili veliko in da boš nekatere naloge moral nadaljevati, čeprav ni tako popularno nadaljevati Smolnikarjevo delo, saj za nekatere, ampak vendarle mislim, da moram ponoviti tudi tebi, tudi novim občinskim svetnikom, tistim, ki so bili v prejšnjem mandatu, te moje misli že vedo, da se vse ne da postoriti v enem letu. Da se mnoge stvari lahko postorijo v 4 letih. Mnoge akcije, mnoge investicije pa trajajo več kot en mandat. Jaz ti seveda želim, da boš tiste velike zadeve, ki boš peljal, uresničil v prvem mandatu. In seveda, da bo to izziv tudi za tvoj naslednji mandat. Hiša se ne gradi pri strehi. Hiša se gradi in tudi šole, in tudi vrtci se gradijo pri birokraciji, ki jo je v državi Sloveniji in tudi v državi Kamnik zelo veliko. In ta birokracija uničuje tudi naše sile, tudi tvojo moč, tvojo energijo, tako kot je uničevala mojo. Ampak vendarle, vesel sem, da sem moj Kamnik, kjer sem se rodil, ki ga imam rad, bom ga imel še rad in seveda
da sem ga postavil med prepoznavne občine v Sloveniji. Ponosen sem, da sem bil vsa ta leta tudi član predsedstva Skupnosti občin Slovenije kot član reprezentativnega združenja, ki ima pomembno vlogo tudi pri dialogu z državo. Žal je ta dialog predmnogokrat samo enostranski. Marjan, želim ti srečno. Moj kolega Kamin, ki je že 3 leta v penziji, je dejal, županovanje ni služba, županovanje je stil življenja. Jaz sem ta stil življenja ustvarjal ali pa imel v svoji glavi in v svojem obnašanju kar 16 let in prepričan sem, da bo ta stil življenja tudi na tebi, vem pa, da bodo zlasti pri tebi omejitve, družina, hčerkici in seveda kakšen večer, pa mislim, da boš kljub temu svoboden, pa pomislil samo na tisto, kar pravimo, doma je najlepše. In o tej verigi menda pravijo, da je ta simbol Kamnika z Veroniko datira izpred 2. svetovne vojne. V 2. 3. letu sem ga nekoliko, smo ga dali malo obnoviti. Ni težka ta veriga, ampak če jo imaš na sebi, pa se spomniš na težke ljudi, ker je tudi v Kamniku nekaj težjih ljudi, ne po kilogramih, potem je ta veriga težja. Ampak nosijo z lahkoto, z občutki in seveda uspel boš. Čestitam. Enako je zavita. Na to je spregovoril novi župan. Najprej bi se tudi jaz rad zahvalil dosedanjemu županu Antonu Tonetu Smolnikarju za 16 let predanega dela, ki je terjalo veliko odrekanj, ki je terjalo veliko potrpežljivosti, živcev in tako naprej, kot je sam povedal. Njegovo delo so ocenili volivci, ki so ga 4-krat postavili na čelo te občine in tu ni kaj dodati. Tone, hvala. Še nadaljujem naprej. Pred nami so, pravijo, težki časi. Vendar sam menim, da lahkih časov nikoli ni bilo. Časi so tako težki, kot si jih tudi sam narediš. Res pa je, da smo v recesiji, da smo v krizi, ki je prizadela največja gospodarstva sveta in od teh gospodarstv je odvisna tudi Slovenija in posledično tudi naša občina. Poskušal bom. Zakaj pravim poskušal? Zato, ker ni vse odvisno od mene. Veliko je odvisno od vas, svetnic in svetnikov, kako boste znali sodelovati tako med seboj, kot tudi z menoj. Ne bo vedno lahko. Prišle bodo tudi težave, verjamem. Usklajevanja, potrpežljivost, veliko bo mogoče telefonskih klicov, veliko bo tudi kakšnih težav, takšnih in drugačnih, glede želja, potreb in drugih zadev. Vendar verjamem, kot sem poudarjal že celo kampanjo, da se da združevati, da se da biti povezovalni člen. Nekateri so me seveda tudi napadali, češ vsaj nič ne obljublja. Obljubil sem toliko, kot sem verjel, da se da storiti. Tega sem se zavedal takrat, tega se zavedam danes še toliko bolj, ko prevzemam to verigo, kot je rekel nekdanji župan Tone Smolnikar. Danes je lahka, že jutri bo veliko težje. Če bomo znali najti, kot sem rekel, tisti čut, v temu, da smo politiki. Vemo, da politika ni enostavna zadeva. Vemo, kaj zahteva in vemo, da se včasih tudi kaj zalomi. Ampak, če bomo znali najti tudi tisti človeški čut, drug do drugega, če se bomo znali povezati,
in se znali zavedati, da delamo za občino Kamnik. Potem nam bo uspelo. Tega nam vsem skupaj želim, kajti vi brez mene in jaz brez vas ne moremo. Če bomo stopili skupaj, bomo lahko naredili veliko. Hvala.